tole je zelo poenostavljeno. Zato je treba pogledati, kaj je esterajski oziroma avstrijski dejansko kot lastno ime. Jaz bi najprej pogledala, kaj smo pa mi imeli v tistem prirazku pod Avstrija. Najprej bi bilo treba to preveriti. Kaj je pod avstrijskim? Evo, tam imaš, prosim, poglej avstrijskega. Na oddelku za zgodovino slovenskega jezika preučujemo slovenski jezik od najstarejših pisnih virov, to se pravi od brežinskih spomenikov srede 10. stoletja do sodobnosti, do konca 19. oziroma 20. stoletja. Preučujemo pa besedišče, ki je bodisi zapisano v pisnih virih ali v knjižnih virih. Najpomembnejše raziskovalno področje je trenutno 16. stoletje oziroma priprava razlagalnega zgodovinskega slovarja slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja. A je gamifikacija, kaj bom z drugotnim naglasom naredil pri tem? Ja, ne vem, naglasno še nismo. Gamifikacija. Igri pa ne potem. To je sufiksoidna tvorjenka, ki beleži razloženko. Ja, se pravi tudi tako, da mi dobimo, recimo, imamo večni gamification in to se kar prevzame, seveda na način gamifikacija, potem igrifikacija in potem iz domačega, okoli domačega se naredi. Na oddelku za leksikologijo preučujemo sodobno slovenščino. Naš osrednji projekt je ESSKJ, to je tretja izdaja slovarja slovenskega knjižnega jezika. Obenem pa imamo tudi druge projekte, recimo novejše besedje opisujemo v sprotnem slovarju slovenskega jezika, pripravljamo tudi en zanimiv slovar, ki je prilagojen za šolarje, šolski slovar slovenskega jezika in tega spremljajo tudi šolske etimologije, se pravi etimološke razlage, ki so prilagojene stopnji razumevanja ali pa zanimanja osnovnošolcev, srednješolcev. Skratka, vse, kar se dogaja z sodobno slovenščino, ima dom na našem oddelku. Kovač, kovača. Matija je bil kovač po duši in prepričanju. Psihotična psihoza. No, zadnjega, ki smo dobili, je bil pa furry. Ideja je bila, da pač poslovenimo in sta bile dve varianti. Ja, kosmatko in kosmatinec. Na našem oddelku za terminologijo se ukvarjamo s termini. To so besede, ki jih strokovnjaki uporabljajo pri medsebojnem sporazumevanju. Skupaj z njimi pripravljamo terminološke slovarje različnih strok. Na oddelku imamo tudi terminološko svetovalnico, kjer pomagamo strokovnjakom in ostalim uporabnikom terminologije, ki imajo kakšen terminološki problem. Ja, problem je, da je bila v rabi, se zdi na prvi pogled, da je kosmatek pogostejši kot kosmatinec, ko pa tvorijo recimo zveze, društvo, slovensko kosmatinsko društvo, kar pa ni usklajeno s kosmatkom, ne? Se pravi iz kosmatinca. Ja, pridevnik so tvorili iz kosmatinca in ne iz kosmatka. Jaz sem mislil, da je to neko društvo kinološko, a več? Gre v bistvu za ljudi, ki se radi oblačijo v kostume živali. Tako terminološke slovarje, kot tudi odgovore na terminološka vprašanja objavljamo na našem spletišču Terminologišče, ki je povezano tudi s slovarskim portalom Fran. Smo Krop na Gorenjskem, prazniki med letom, kjer praznik pride ta prvi zdaj na vrsto. Binkošt, ki zaznamujejo cerkveni praznik in obenem smo zmeraj pekli pehtranovo potico. Na nageljno smen, kaj je bila takrat navada v Krop? Na našem oddelku se z jezikom v prostoru ukvarjamo predvsem tako, da poskušamo čim bolj celovito analizirati vse narečno gradivo od najstarejšega do tega pridobljenega na terenu danes. In sicer na različnih jezikovnih ravninah, z različnimi popisi od slovarskih, besedilnih, slovničnih in tako naprej. Kar se nas v zadnjih letih močno povezuje, je pri tem raziskovanje ogroženih narečij na robovih slovenskega etničnega prostora
kontinuirano poteka skrb za to v povezavi z nastajanjem nove karte slovenskih narečij. Ampak naša glavna naloga je pa slovenski lingvistični atlas, ki je pravzaprav zamisel, ki se je uresničila šele z našo raziskovalno skupino. Od leta 2011 izhajajo leksični zvezki tega atlasa. Začela pa se je zdaj že pred več kot 90 leti z zasnovo, ki si jo je zamislil akademik Fran Ramovš. Ja, moje prvo vprašanje je, kaj narediti s pojasnilom latinsko-citatno? Na oddelku za pravopis je v ospredju jezik kot družbeni pojav, torej knjižni jezik. Ukvarjamo se predvsem s težavami jezikovnih uporabnikov, ki nekako ne najdejo rešitev za svoje zadrege v obstoječih priročnikih ali pa zaznajo, da so tam neke različne rešitve. Zato smo tudi odprli jezikovno svetovalnico. Tam odgovarjamo na vprašanja, ki nam ponujajo tudi raziskovalne dražljaje. Pokažemo s tem, da pravzaprav vsa pravila za slovenščino še niso dorečena, da je kdaj tudi jezikoslovci dvomimo o vprašanjih. Latinske te zveze, ne vem, če kdo sploh ve, kako dejansko so se izvirno izgovarjale. In sklanjale. In sklanjale. In še to, da jih pregibamo in vežemo drugo z drugo, tako kot v izvornem jeziku, ne velja več pri nekaterih. Jaz sem odtlele gledal, pa tudi nisem našel, oni so to črtali, ne? Sem gledal prav sine qua non, ne? Ja. Nič, nobenega kvalifikatorja. To so pisno nepodomačene besede, ki jih sklanjamo in izgovarjamo po pravilih slovenskega jezika. Tako. In je mogoče zato dobro reči, da so to polcitatne zadeve. Oziroma pisno nepodomačene, tako kot imamo tudi že kategorijo. Oddelek za etimologijo in onomastiko od ustanovitve leta 1958 skrbi za etimološko in onomastično oziroma splošne za primerjalno zgodovinsko interpretacijo slovenskega izraznega fonda. Največji dosežek nam predstavlja prvi dokončani znanstveno zastavljeni etimološki slovar, to je etimološki slovar slovenskega jezika Franceta Bezlaja sodelavcev. V 8 desetletjih svojega delovanja je Inštitut za slovenski jezik postal pomemben dejavnik razvoja slovenskega jezika in prepoznavna jezikoslovna ustanova, ki predstavlja slovenščino pri nas in v svetu, tako z raziskovalnega vidika, kakor z vidika jezikovne opremljenosti.